Danes v Pomurskem dnevniku. Arheologi odkrili grob. Ujeli smo sonce. Naprodaj premoženje nafte Petrohem. Iz varovanega podjetja ukradli kombi. Vreme, jutri bo sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, čas je za Pomurski dnevnik. Pri soboški gramoznici potekajo arheološka izkopavanja. V začetku tedna so bili arheologi več kot zadovoljni, saj so naleteli na enega najlepših grobov iz rimskega obdobja v Prekmurju. Na tem območju v okolici soboške gramoznice potekajo dela že več kot en mesec, začela so se že lansko leto. Zato je vodja izkopavanja ob tem odkritju več kot zadovoljen. Odkrili so ostanke dveh velikih hiš iz rimskega obdobja ter, kot kaže, tudi ženski grob. Ki je imel cel stekleni servis kot pridatek v tem grobu, tako da tako bogatega groba do zdaj še v Prekmurju nismo odkrili. Koliko je pa ta grob približno star oziroma z katerega obdobja? Glede na najdbe sodi nekako v čas prvega, mogoče do prve polovice drugega stoletja. Natančnejšo datacijo bomo potem dali oziroma podali pozneje, ker so bile najdene tudi kosti in bomo te kosti dali tudi dodatno analizirati. In na ta način dobimo bolj natančno datacijo oziroma časovno obdobje, kdaj je bil grob pokopan. Grob naj bi vseboval servis steklenih predmetov, kot je stekleni vrček, dve skodelici, kozarec, krožnik in stekleni lonec oziroma stekleno žaro solznico, v katerem so najverjetneje žgane kosti ter keramično posodje. Ravno ti predmeti naj bi potrdili, da gre za ženski grob. To odkritje je zelo dragoceno za naše okolje. Grob je izredno pomemben, je prava dragocenost zaradi teh steklenih pridatkov. V tem našem področju takih grobov do zdaj ne poznamo, niso bili odkriti in glede na kvaliteto stekla, pa tudi oljenka in vse drugi keramični predmeti kažejo, da je bil grob izredno bogat, da je pokopana bila pomembna oseba, ženska, zdaj ne vemo glede statusa, kak status je imela, tudi starosti ne moremo natančno še določiti. Je glede na najdbe, lahko primerjamo te najdbe po dragocenosti in pa po kvaliteti z sami temi večjimi centri takratnega rimskega imperija, ki so bili najdeni tudi na grobiščih, naprimer v Celeji, Emoni, Petovi, Savariji. Tako da tudi ta naš prostor, ki je nekako na obrobju teh mogočnih mest v rimskem času in ga mnogokrat interpretirajo kot območje prehodnega značaja, neko območje, ki je preko katerega se je samo potovalo in da je živelo predvsem to kmečko prebivalstvo. Zgleda, da to ne drži zdaj po teh najnovejših odkritjih. Tudi v bližini gramoznice je bila odkrita rimska vila, se pravi tam pri Rakičanskih Muzgah. Gre za mogočen objekt, se pravi, ki je v rimskem obdobju pomenil neke vrste malo manufakturo, nek center obrtništva. Kakor tudi vse ostale najdbe iz leta 2000 do 2003, ko se je gradila avtocesta, kažejo, da je bil ta prostor izredno bogato poseljen, zdaj govorimo o rimskem obdobju. In glede na te najdbe zdaj lahko rečemo, da so bili prebivalci, niso živeli odmaknjeno, ampak so bili prav gotovo v stiku s temi večjimi rimskimi centri in bili vključeni v takratno rimsko družbo. Grob naj bi imel obodni jarek, obenem naj bi bil presenetljivo dobro ohranjen, glede na ravninski del, ki je bil kmetijsko obdelan. V ponedeljek nam bo Mursko-Soboška glasbena šola predstavila pevsko-scenski projekt šolskih zborov, dislociranega oddelka Sveti Jurij ter sodelujočih instrumentalistov, in sicer z naslovom Ujeli smo sonce. Kaj lahko pričakujemo na predstavi ter ostale podrobnosti nam bo predstavila Felicita Heric-Taškov, ki bdi nad projektom. Povejte nam torej najprej, gospa Felicita, pozdravljeni. Dobar dan. Povejte nam, kaj ste nam pripravili, kdo so tisti, ki bodo sodelovali na tej predstavi?
V predstavi sodelujejo učenci Glasbene šole Murska Sobota, to so otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, komorni zbor oddelka za petje, Orfov orkester in veliko inštrumentalistov sodelujočih, poleg tega pa naši učenci iz dislociranega oddelka Sveti Jurij. In kaj lahko pričakujemo, o čem bo predstava, kako bo to izgledalo? Ja, to je v bistvu glasbeno-scenska predstava, pomeni pa to, da se glasba odvija kot igra. V bistvu petje v prvem delu slovenskih ljudskih pesmi bo potekalo v nošah, folklornih, potem imeli bomo ljudske instrumente. Vsaka pesem ima svojo koreografijo in svojo zgodbo in svoje ozadje pri projekciji. Osrednja nit tega je pa pozvačin. In zakaj potem ujeli smo sonce? Zaradi tega, ker je sedaj pomlad in smo dan pred prvim pomladnim dnevom in s temi rožicami iz pozvačinovega klobuka želimo dati ljudem neko veselje in smo rekli, dajmo ujeti sonce za prvi pomladni dan. Skratka, nekaj za oči, nekaj za ušesa. In kdaj bomo to lahko videli? To bo v ponedeljek, bosta dve predstavi, ena bo ob 6:30, druga pa ob 6:30 v gledališču Park. Torej, vse to, vsi otroci, vsa znanja, ki so ga nabirali celotno leto? Tako je, v bistvu imamo vaje že kar od novembra. Skratka, veliko bomo lahko videli in slišali, tako da vabljeni vsi. Hvala, da ste bili naša gostja. Hvala vam. Premoženje še enega nekoč uspešnega prekmurskega podjetja se je te dni znašlo na dražbi. Na prodaj je namreč imetje družbe Nafta Petrochem, ki je vse od leta 2014 v stečaju. Lendavsko podjetje je v svojih najboljših letih zaposlovalo kar 2000 ljudi, tik pred koncem pa le še 154, pri čemer kar 111 od njih ni imelo dela. Še pred koncem agonije so delavci, ki že več mesecev niso prejeli plač, pričeli stavko. Pozneje pa so na dan prišli tudi sumi o izčrpavanju podjetij v skupino Nafta Lendava. Sledil je stečaj leta 2014, ta teden pa ponovno obvestilo o odprodaji premoženja. Predmet prodaje so zdaj nepremičnine in premičnine v lasti stečajnega dolžnika. Prve obsegajo zemljišče v obsegu 509 kvadratnih metrov in poslovno zgradbo površine več kot 520 kvadratnih metrov. Gre sicer za upravno stavbo, ki se nahaja na Mlinski ulici 5 v Lendavi. Skupaj z nepremičninami pa se kot celota prodajajo tudi premičnine, natančneje funkcionalna oprema v poslovni zgradbi. Izklicna cena znaša 260 tisoč evrov, rok za plačilo varščine v višini 20 tisoč evrov pa je 11. april. Prvič so premoženje prodajali že leta 2015, ko je bila izklicna cena enkrat višja. Murskosoboški policisti preiskujejo predrzen rop, ki se je zgodil znotraj varovanega murskosoboškega podjetja na Lendavski ulici. Policisti in kriminalisti Policijske uprave Murska Sobota so bili zjutraj obveščeni o vlomu v eno izmed podjetij za proizvodnjo vozil na Lendavski ulici v Murski Soboti. Z zbiranjem obvestil na kraju je bilo ugotovljeno, da so neznani storilci ponoči vlomili v podjetje in odtujili dve novi neregistrirani tovorni vozili znamke VW, tip Transporter, bele barve z zaprtim tovornim delom brez stekel. Odtojena je bila tudi večja količina pločevine, žice za varjenje, več kosov raznega orodja in več različnih delov za avtomobile in avtobuse. Skupna materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okrog 140 tisoč evrov. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije glede vloma, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 12 00 ali na najbližjo policijsko postajo. Predsednica Zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik na včerajšnji izredni seji skupščine ni prestala glasovanja o zaupnici. Kljub temu pa je po skupščini sporočila, da bo zbornico vodila še naprej. Po besedah predsednika skupščine Marka Bitenca je na glasovanju zaupnico novi predsednici zbornice izreklo 35 članov skupščine. 42 pa jih je glasovalo proti. Kot je Čebašek-Travnikova povedala v izjavi za novinarje po seji, o odstopu z položaja predsednice zbornice ne razmišlja. Bo pa na podlagi razprave spremenila nekatere stvari, denimo komuniciranje s članstvom in mediji. Pobudo za glasovanje o zaupnici Čebašek-Travnikove so sicer podali 4 regijski odbori zbornice.
Vzrok za nezadovoljstvo dela zdravništva je dogajanje povezano z višino plače nove predsednice. Čebašek Travnikova je bila namreč za novo predsednico zdravniške zbornice izvoljena v drugem krogu volitev 17. januarja. Skupščina zbornice je njen mandat potrdila 13. februarja, a že nekaj dni potem so jo zapustili 3 člani njene ekipe, ki so zapustili izvršilni odbor zbornice. V delu zdravništva je prišlo do ostrih tonov, da Čebašek Travnikova zahtevo po visoki plači in pranjem umazanega perila v javnosti krha ugled zdravništva in zbornice v javnosti. S 1. marcem je sicer zaposlena na zbornici s plačo 8.000 evrov bruto. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o še eni izmed preiskav, v katero naj bi bil vpleten stečajni upravitelj, ki ga Pomurje pozna predvsem po vodenju stečaja Mure. Ta naj bi nezakonito prodajal surovine v vrednosti 3 milijonov evrov. Več pa na portalu sobotainfo.com. Oglejmo si še kratke novice. Tako kot včeraj je bil tudi danes pretežno sončen dan. V soncu se bomo kopali tudi jutri. Čez vikend nas čaka dež. Preverimo podrobnejšo napoved. Danes je bilo pretežno sončno vreme, opoldne smo namerili v Murski Soboti in Radencih 10, v Krajinskem parku Goričko 9 ter v Lendavi 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija. Medtem ko bo zjutraj v Murski Soboti 0 stopinj, naj bi bilo v Mariboru stopinjo nad ničlo. Čez dan bo v Murski Soboti 19, v Mariboru pa toplih 20 stopinj. V noči na soboto se bo pooblačilo. V soboto zjutraj in dopoldne bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije občasno rahlo deževalo. V soboto popoldne bo pretežno oblačno in po večini brez padavin. Namerili bi največ 13 stopinj, pihal pa bo jugozahodnik. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami največ 11 stopinj. Spet topleje naj bi bilo v ponedeljek. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku o dogajanju iz pokrajine ob Muri. Oglejte si še naše ostale oddaje ali preverite spletno stran www.tvideja.si. Lep preostanek dneva vam želimo, do jutri, nasvidenje.